Evo, našli smo ključe od stanovanja Damjana Murka. Živjo, Damjan! Dobro jutro, čau. Dobro jutro, ura 2 popoldan. Zakaj si še v šlafroku? Zato, ker je bilo včeraj zelo naporno, ampak sem rekel, da vas midva že mojo pikico tako lepo pričakava. Kar izvolite naprej, pa se razkomotite. Prvo pravilo, mačke ne božat, ker tujcev ne maramo. Izvolite naprej, ekipca. Cela Slovenija te že pozna, pa da nam poveš, s čem se je zares ukvarjal vse Damjan Murko? Jaz sem v prvi vrsti artist, v prvi vrsti medijska osebnost, lahko rečemo tudi pevc, ker moji spoti, konec koncev glasbeni izdelki dosegajo milijonske oglede na YouTubu. Kako ne rečem, da nisem pevc, če me ljudje spremljajo in poznajo moje hite na pamet. Kje pa se danes nahajamo? Danes se nahajamo v mojem domu, v Mariboru, točne lokacije ne izdam. Zakaj pa ne? Zaradi neprijetnih izkušenj iz preteklosti. Od začetka se mogoče še zdi komu zabavno, da pozvoni, a ne, pa pobegnete, ne, mulerija, pa se še mi malo nasmejimo, ko je pa to iz dneva v dan in ko začne postati to malo moteče. In takrat, ko začnejo oboževalke dobesedno tavoriti pred tvojim domom, takrat pa postane to malo manj zabavno. Imamo pa še eno vprašanje, kako je kaj roka? Ja, lepo zdrav, Damjan Murko na tej strani. Jaz sem eno težavo. Mislim, da sem si izpahnil ramo, se pravi, rama mi gleda na drugo stran. Roka je pa super, evo. Ne bomo danes preveč migali, ne, da ne bo se neprijetna izkušnja zgodila. Moram reči, da je ekipa Džungle zelo lepo poskrbela zame in da sem vam zato pripravil dobrodošlico. Najlepša hvala. Se pravi, v tem stanovanju ste že 1 leto. Vi kasneje, jaz kasneje. 1 leto. So kakšni posebni predmeti? Vidimo, da imaš polno spominčkov, kipcev. Ja, to je eden izmed spominčkov, ki sem jih dobil od mojega oboževalca. Ne spomnim se več katerega, vem pa, da je bilo v Kranju po mojem nastopu. Zdelo se mi je zelo unikatno, zelo lepo, ker vem, koliko časa, pa to je težko, dragi gledalci, a ne, to je težko. Koliko enega dela je mogel vložiti v to, da mi je to pravzaprav podaril. Ni pa samo ta stvar. Recimo tole je darilo oboževalcev, tista fotografija, ja, tista fotografija za ženo tudi, če lahko pokažem. To je narisano, evo. Sta imela lepo poroko? Ja. Bi se še enkrat poročil za svojo ženo? Ja, z isto. Bi ponovil z drugo, ne, ker se težko privajam na nove ljudi. Tako da ja, jaz se spomnim, takrat je bila, to je bila res odmevna medijska poroka. Pravzaprav takrat ni bilo uredniške hiše, ki ne bi pokrivale tega dogodka. In jaz v šali rad rečem, da je bilo več medijev kot svatov, ampak skoraj da je bilo res tako. Lahko tudi pogledamo, kaj se skriva v teh črnih predalih? Ne, bog ne daj, z razlogom so črni, tu so pa moje osebne stvari noter in prihranki, tako da to tebe nič ne rabi zanimati. Si lahko pogledamo še zgornjo nadstropje? Veste kaj, dajte vi nekaj spiti, jaz se grem pa samo urediti. Pa pridem po vas, pa gremo gor, prav? Zmenjeno. Damjan, vidimo, da si se preoblekal. Lahko gremo zdaj še gor? Lahko, moram vas opozoriti, da moje stanovanje polno igrač, moj sin je 9 let star in povsod, kamorkoli boste pogledali, boste videli razmetane igrače. Tako da izvolite naprej. Vem, kam me snemaš. Damjan, kaj ti je v stanovanju najbolj všeč? Najbolj všeč, da se bo zato malo čudno slišalo, če rečem kopalnica. No, sicer pa če Damjan Murko reče, da ima kopalnica v stanovanju najboljša in se najboljše počuti, mislim, da ni nič nenavadnega. To je pa tukaj. Kako dolgo se ti urejaš, preden greš na oder? Na oder malo dlje časa, 45 minut. Ker javne osebnosti smo pač takšne, da želimo izgledati vedno brezhibno urejene. Vedno nam ne uspe, ampak jaz to jemljem kot del posla. Wow, vidimo, da imaš tam tudi svoje parfume. Ja. A me našpricaš? Pa špricaj me je slogan teh parfumov. Kmalu bo tudi koledar, tako da se že zelo veselim koledarjev. Zdaj zaenkrat pa šalčke in parfumi La Murko. Še malo reklame zase naredim, ne? Najte
Pošpricam. A me pošpricaš, prosim, Urko? Ne, to pa je dodatno plačilo. Se pravi, kdo vse živi v tem stanovanju? V tem stanovanju načeloma živimo trije, se pravi jaz, žena in najin sin. Velikokrat pa pride na obisk, ni se še čisto odselil, priznam, žen in sin, on je zdaj že odrasel 22-letni fant, tako da še mogoče najdemo kakšne njegove stvari po stanovanju, ne samo igrač mojega 9-letnega sina. Gremo kar naprej. Evo, tukaj pa je sinova soba, zelo rad se zadržuje tukaj, čeprav bomo potem pogledali spalnico in kot sem uvodoma povedal, je igrač po našem stanovanju ogromno, tako da se še bodo tudi tam našle njegove igrače. Damjan, zakaj so pa te 3 kitare, to ti igraš ali tvoj sin? Ja, igra sin, jaz sem vesel, da je v genih in da on je bil najprej bobnar, je pri Sokiju bobnal, potem si je to premislil, ali je bil športnik, pa kitaro je tudi igral, tako da smo potem nabavili električno kitaro, pa navadno. Je pa ta bela, malo bolj posebna, to lahko pokažem, ker sin obožuje Siddharto in se mu je Tomi podpisal na to kitaro in mu ta kitara pač tudi največ pomeni. Tudi tebi to veliko pomeni, da gre sin po tvojih stopinjah? Ne. Zakaj pa ne? Zato, ker je to zelo trd kruh. Zato, ker vidimo mi samo tistih 20 minut pa urce na odru, ampak do sem pride, da si ti na odru, je pa vsaj 15 let trdega dela. In ker je bil tvoj najtežji trenutek v karieri? Jaz nisem imel trenutkov v moji karieri za najtežje pa najlažje, ker so se mi zdeli ti načrtno sesuvanje človeka, ker sem ga jaz na svoji koži še najbolj občutil. In se obdržati, ampak zdaj, ko gledam nazaj, je tako moglo biti, da se danes bolj cenim in da sem konec koncev obstal. Zakaj sem pa obstal? Ker publika zelo hitro, pa tudi mediji, ločijo zrno od plevela. Zato mislim, da sem pokazal, da sem iz pravega testa. Pa te je to kdaj zelo prizadelo? Prizadelo je ljudi okrog mene. Prizadelo je ljudi, ki me imajo radi in so vedeli, da takšen pač nisem v resnici. Da bi pa mene prizadelo, tako kot sem rekel, jaz sem to jemal kot del posla. Če ne, me danes ne bi bilo tukaj. In vse sem znal obrniti sebi v prid. To pa znam še zdaj zelo dobro. Seveda vsi smo samo ljudje, kdaj pa kdaj pride tu tak dan, ampak jaz ga ne raj prespim, potem grem pa spet z nasmehom naprej v novo življenje. Kam gremo pa sedaj? V spalnico, ki je pa tudi, lahko rečemo, kot boste videli, otroška soba, glede na to, koliko ima ta malo spet stvari tukaj. Jaz ne vem, dragi starši, dejte prosim omejiti otrokom igrače. Zakonsko jih dejte omejiti, lepo prosim, ker jaz več ne vem, kam ne to zlagamo. Nam pokažeš še tvojo omaro? Kaj se notri skriva? Dajmo še pogledati omaro. Pravzaprav bom rekel nič tako grozno posebnega. Malo je vse razmetano, kot lahko vidimo, zato ker jaz takole polover primem in ga vržem in potem žena, joj, zakaj moram jaz to vse likati in tako naprej. Kar so malo dražje obleke, so sicer malo bolj zavarovane. Drugače pa lahko pokažem ta moj tradicionalen šlafrok, mi rečemo temu, se pravi spalno ogrinjalo ali kakorkoli. Po drugi strani pa lahko izpostavim mogoče še eno stvar, ki je tradicionalna vsako leto na koledarju. To pa je to. Cenzura. To so ene stare spodnjice, ampak glede vzorca so postale tradicionalne, ker se vsako leto pojavijo na vročem koledarju, ki bo letos, po mojem, še najbolj vroč. Dajte si to zapomniti. Ko mi čakamo. Kje ima pa žena svojo omaro? Žena ima pa tukaj, pa tukaj. Okay. Si hotel reči odpline. Jaz pa tukaj. Kdo je dobrodošel v tem novem stanovanju in kdo ni? Mislim, kdo ni. Midva kar tako delava, male selekcije, moram priznati. Mogoče tudi zaradi negativnih izkušenj, ampak vi ste pravzaprav prvi, ki sem vam pustil malo bolj na široko, da ste stopili v najin dom, zato ker imam ekipo džungle in sploh džunglo, ki jo tudi sam rad spremljam in moj sin je čist nor na džunglo, tako da dobrodošli. Hvala. Kdaj si prvič stopil na oder in rekel, wow, to je to hočem biti, tu hočem še stati?
Jaz si niti miselno leta 2000, ko se je moja zgodba začela, nisem znal predstavljati, v kakšne razsežnosti bo to vse skupaj šlo. Ker jaz sem želel samo 5 od začetka. Ne? Jaz nisem vedel, da bo to medijsko eksplodiralo vse skupaj, ko se bo Damjan Murko pojavil na sceni. Jaz sem po izobrazbi slaščičar. In naša živilska šola je organizirala prireditev Živilko poje, kjer so se amaterski pevci pojavili in peli pesmi drugih izvajalcev. In veste, kaj vam povem? Nikoli nisem zmagal. Damjan, ti lahko postavimo še eno vprašanje? Ne. Dovolj bo, jaz imam sestank, jaz vas prosim, če se poslovite. Hvala ekipca, lepo bodite, srečno, čau. Kar, tam, boste našli. Hvala.